Moje ime je Kristjan Verbič in sem se udeležil seje odbora kot predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki je v imenu številnih razlaščenih tako imetnikov obveznic kot delnic slovenskih bank sprožilo postopke na različnih ravneh, tako pobudo pred Ustavnim sodiščem, kakor tudi že takrat, torej v decembru lani, pobudo za zadržanje izvrševanja novele zakona o bančništvu, ki pa je bila takrat strani Ustavnega sodišča, kot je bilo danes že slišati, tudi zavrnjena, hkrati pa sprejeta odločitev, da se bo zadeva obravnavala absolutno prednostno. Jaz se bom, kot je seveda jasno in izhaja iz dnevnega reda, zadržal samo na ravni tega, kar je danes predmet razprave, zato bi po tej plati želel izpostaviti naslednje. Namreč Vlada Republike Slovenije je že takrat podala stališče, ko se je Ustavno sodišče o tem odločalo, in kar nas je začudilo v združenju in tudi kolege v Evropski federaciji uporabnikov finančnih storitev, kjer sem član odbora, kakor tudi Svetovni federaciji investitorjev, da se pravzaprav identične argumentacije, ki jih je vlada navedla v decembru, torej konkretno 13. decembra lani, pravzaprav ponavljajo ali pa popolnoma identično kopirajo tudi v stališču, ki smo ga zdaj prejeli od vlade. Kar je pomembno z našega vidika in v kontekstu današnje razprave res upozoriti člane odbora, kakor tudi poslance Državnega zbora, da se številna zavajanja ne samo nadaljujejo, pač pa tudi stopnjujejo. Torej, Državnega zbora kot najvišjega zakonodajnega organa v tej državi, ki je sprejel novelo zakona po našem prepričanju na podlagi napačnih, zgrešenih, lažnih argumentacij. V tem času, torej od decembra lani, se je to pokazalo kot toliko bolj dokazljivo tudi z neposrednimi dokazi, ki so bili v javnih občilih v precejšnji meri tudi že objavljeni. Eno od takih momentov je dejstvo, da je mnenje, kot ga je podala vlada, podano strani istih identičnih oseb, ki so ga podale že lani in ki so se po razkritju medijev pojavljale in dogovarjale že glede na korespondenco z posameznimi uradniki Evropske komisije že v mesecu septembru lani o tem, kakšen bo izkazan negativni kapital, kakšen more biti izkazan negativni kapital, konkretno v Novi Ljubljanski banki, torej še davno pred tem, preden je sploh predlog zakona bil oblikovan, da so se te zadeve... Ne razpravljamo in ne odločamo o mnenju vlade, danes se opredeljujemo do mnenja zakonodajno-pravne službe. Prosim, da se na to navezuje tudi vaša nadaljna razprava, ker današnja seja ni namenjena splošni razpravi. To bomo opravili v dogovorjenem roku, to je 60 dni od te, ko smo to pobudili. Razumem in kar zadeva mnenje zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, seveda vsaj deloma v združenju z tem mnenjem soglašamo. Je pa pomembno pri odločanju članov tako odbora, kakor tudi na plenarnem zasedanju v zvezi z tem vprašanjem, ukolikor seveda do tega pride, tudi kaj je podala kot mnenje vlada. Zato opozarjam še enkrat, da so isti ljudje, ki so se takrat dogovarjali z predstavniki Evropske komisije, že takrat ob vednosti, da je to v nasprotju z interesi državljanov Republike Slovenije in našega finančnega in gospodarskega sistema, ob vednosti, da so zadeve neustavne in nezakonite, ker so že takrat razpolagali z mnenji, sprejeli takšno stališče in hkrati seveda se pojavlja isto stališče tudi danes kot tisto, kar ne bi utemeljevalo odločanje tako na tem odboru kot sicer. Druga zadeva, vezano na mnenje zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, je seveda pomembno izpostaviti, da ni res, da zadržanje izvajanja ne bi imelo danes nikakršnih drugačnih učinkov. Namreč še vedno, kot verjetno veste, upam veste, gre za interese tako imetnikov obveznic kot delnic Celjske banke, kakor tudi delničarjev Gorenjske banke, ki utegnejo v kratkem biti na podlagi te iste novele zakona o bančništvu, za katero danes še toliko bolj vemo, da je neustavna, sporna, protizakonita, uporabljeni isti radikalni posegi v njihove pravice. Tako da je vendarle zadržanje tudi danes iz tega naslova smiselno, potrebno in lahko prepreči oškodovanje dodatnega števila delničarjev in imetnikov obveznic.
še morda samo za zadnji stavek izpostavim naslednje. Ko vlada navaja, da bi bilo moč te zadeve odpraviti z presojo na Ustavnem sodišču, ki o tem tako ali tako odloča, kot v številnih drugih postopkih, ki smo jih sprožili iz tega naslova, naj opomnim samo na naslednji moment. Glejte, v tem času je prišlo tudi zaradi teh radikalnih posegov in ravnanj ne nazadnje tudi do samomorov. In naj mi nekdo prosim pojasni, kako je možno te zadeve, torej takšne žalostne, tragične okoliščine za družine, posameznike in ne nazadnje za celotno skupnost sanirati z presojo na Ustavnem sodišču, kakršnakoli že ta odločba oziroma zaključek postopkov bo bil.